Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci v oddaji Mi smo SPTŠ. V minulih tednih so dijaki in dijakinje srednje poklicne in tehniške šole dosegli številne uspehe in doživeli veliko zanimivega. Med drugim boste spoznali dobitnike zlatih in srebrnih priznanj z državnih tekmovanj. Ogledali si boste utrinke z razstave tehnike oblikovanja, spomnili se bomo minuli strokovni ekskurziji in pokazali vam bomo posnetke z nekaterih dogodkov na šoli. Ob koncu oddaje pa boste še videli, kako so se poslovili letošnji maturanti. Z veseljem poročamo o tem, da so bili dijaki naše šole izjemno uspešni na državnih tekmovanjih z različnih področij. Začnimo s tekmovanjem iz matematike. Državno tekmovanje je potekalo na gimnaziji Ptuj. Zlata priznanja v kategoriji B, tehniške in strokovne šole, so osvojili Aljoša Vrtot, tehnik računalništva, Vito Tivadar, strojni tehnik, Maruša Mataj, tehnica računalništva, Dominik Majcen, elektrotehnik in Urh Kolarič, prav tako elektrotehnik. V kategoriji C, dijaki poklicnih šol, pa je srebrno priznanje osvojil Jernej Horvat, program elektrikar. Dijaki iz programa Strojni tehnik so se v Ljubljani udeležili državnega tekmovanja iz projekcij in kotiranja Piko 2018. Srebrni priznanji sta osvojila Uroš Podlesek in Denis Puhan. Dijak Žan Horvat iz programa Tehnik računalništva je na tekmovanju ACM iz znanja računalništva in informatike, ki je potekalo v Ljubljani na Inštitutu Jožefa Štefana, osvojil drugo mesto. Žan je tekmoval v izdelavi spletnih aplikacij. Na državnem tekmovanju elektrošol sta dijaka Luka Vozlič in Tin Novak iz programa Elektrikar osvojila tretje mesto. Na državnem tekmovanju iz nemščine, ki je potekalo na gimnaziji Bežigrad, so srebrna priznanja osvojili dijaki Emil Feher, elektrotehnik, Aleks Marinič, tehnik računalništva in Patrik Recek, strojni tehnik. Na državnem tekmovanju iz angleščine Poliglot, ki je potekalo v Velenju, je srebrno priznanje osvojila Maja Klepec iz programa Tehnik oblikovanja. Zaključimo pa z državnim tekmovanjem iz geografije, kjer naši dijaki prav tako že tradicionalno dosegajo izvrstne uspehe. Kar 3 dijaki naše šole so prejeli zlata priznanja, in sicer Saša Banfi, strojni tehnik, ki je osvojil drugo mesto, Samo Benko, elektrotehnik, osvojil je tretje mesto in Dominik Majcen, elektrotehnik. Samo Benko se bo kot predstavnik Slovenije udeležil tudi Balkanske olimpijade v Romuniji. Naša naslednja sogovornika sta Luka Vozlič in Tin Novak iz programa Elektrikar, ki sta na državnem tekmovanju osvojila tretje mesto. Luka in Tin na državnem tekmovanju elektrošol sta osvojila tretje mesto. Luka, kje je potekalo tekmovanje? Tekmovanje je potekalo na šolskem centru v Krškem, marca letos. Tin, kako je potekalo tekmovanje? Kaj vse sta morala pokazati? Zjutraj, ko smo prišli v šolski center Krško, smo se sprva morali javiti vodji tekmovanja. Nato so nam dodelili garderobe, ker smo se v miru pripravili na tekmovanje. Potem smo pričeli s tekmovanjem. Tekmovanje je trajalo 3 ure. V tem tekmovanju smo imeli nalogo, da povežemo oziroma ožičimo elektroomarico. Potem smo seveda 2 uri na trnih čakali na rezultate in išlo se odlično. Luka, kaj pa se ti je zdelo najtežje? Najtežje se mi je zdelo to, da si imel material točno določeno, koliko
česa lahko podabiš, če si podabil kaj več, si dobil za to vse kazanske točke. In je bilo zelo težko, si moral predvidevati vnaprej, kje kaj vse pride. Zaključujeta šolanje v programu Elektrikar. Kakšni so vajini načrti? Moji načrti so, da končam to 3-letno šolo in nadaljujem šolanje na tej šoli v programu PTI. Isto kot je povedal že Luka, da sprva zaključim šolanje v programu Elektrikar, potem pa nadaljujem v programu PTI, torej za elektrotehnika. Hvala za pogovor. Pogovarjali smo se tudi z Žanom Horvatom, ki je bil izjemno uspešen na tekmovanju ACM iz znanja računalništva in informatike. Žan, na tekmovanju iz računalništva in informatike ACM si dosegel izvrstno 2. mesto. Si pričakoval tak uspeh že pred tekmovanjem? Ja, takšnega uspeha nisem pričakoval. Za mene je bil ta uspeh presenečenje. Kje pa je potekalo tekmovanje in koliko udeležencev je bilo? Tekmovanje je potekalo na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Na državni ravni je bilo v moji kategoriji izdelave spletnih aplikacij 14 tekmovalcev. Kaj pa si moral pokazati oziroma izdelati? Ja, letos je bila naloga izdelati igro kača, kot je na primer na starih telefonih Nokia. Potrebno je izdelati na spletu kot spletno aplikacijo. Kako si se pa pripravljal na tekmovanje? Na tekmovanje sem se pripravljal s profesor Dominik Letnarjem. Delala sva različne vaje, pa tudi igrice v programskem jeziku JavaScript. Kaj pa te še v računalništvu zraven oblikovanja spletnih strani še veseli? Ja, najbolj me seveda veselijo spletne aplikacije. Tudi ostalo programiranje me najbolj veseli, programskih aplikacij in pa računalništvo me nasploh me veseli. Zaključuješ 3. letnik v programu tehnik računalništva. Mogoče že razmišljaš kaj v študiju? Ja, definitivno se vidim na študiju računalništva. Razmišljam v študiju računalništva v Ljubljani. Hvala za pogovor. Letos na naši šoli izobraževanje zaključuje 2. generacija tehnikov oblikovanja. V Pokrajinski in študijski knjižnici so ob tej priložnosti pripravili razstavo svojih maturitetnih izdelkov. Ob otvoritvi razstave je zbrane pozdravil ravnatelj Ludvik Sukič, v imenu dijakov je obiskovalce nagovorila maturantka Deja Benko, za glasbeni nastop pa je poskrbel Sandi Benko. Mi pa smo za mnenje o zaključnih nalogah povprašali profesorico Tanjo Horvat. Mene veseli, da tudi 2. generacija tehnikov oblikovanja zaključuje z uspešnimi izdelki. Tudi letos so se odločili v glavnem za tiskovine. Pripravili so različne stvari, od kakšnih koledarjev, knjig, rokovnikov, plakatov, skratka so pripravili ene uspešne izdelke. Jaz bi si želela, da vseeno, če so se odločili za to strokovno pot, da bi si mogoče tudi v prihodnje to strokovno področje izbrali za naprej, za svoje lastno delo, pa seveda bi jim vsem na tej poti tudi želela vso srečo in uspešno. Človeka, kot si ti, so da se vidu že ogromno lepih slik, a pod
Za dijake in dijakinje programa tehnik oblikovanja smo na šoli pripravili tudi predavanje o kreativnem svetu oblikovanja in oglaševanja, ki ga je v šolski predavalnici izvedel Aljoša Bagola, eden največjih slovenskih strokovnjakov na področju oglaševanja. V ponedeljek 14.5.2018 smo imeli dijaki smeri tehnik oblikovanja predavanje o kreativnosti. Predavanje je vodil kreativni direktor agencije Pristop, gospod Aljoša Bagola. Skozi svojo življenjsko pot nam je predstavil svoje delo. Pripovedoval nam je vse o svojih prvih začetkih, prvem delu doma in v gostilni na Cankovi. To delo ga je marsikaj naučilo in izučilo, ter mu je dalo dobro podlago za naprej. Sam je bil v vlogi marsikaterega dijaka danes, ki se ne ve, v katero smer bi se naj podal za nadaljnji študij. Mislim, da se je Aljoša odločil za pravo smer, saj je pri svojem delu več kot odličen in je lahko samo en velik vzor nam mladim. V drugem letniku študija se je prijavil na razpis agencije Pristop. Med 300 kandidati je bil po raznih testih izbran za pravega kandidata. Vse od takrat je ostal pri agenciji Pristop. Na slovenskih in mednarodnih festivalih je prejel več raznih nagrad. Vse skozi ga je spremljala gesta nižjega sloja. Že v osnovni šoli, kjer je bil iz manj pomembnega predela vasi, kasneje v srednji šoli, kjer je bil iz Goričkega, nato na faksu, kjer je bil iz Prekmurja, še kasneje v mednarodnih okoliščinah, ker je iz Slovenije. To mu nikoli ni predstavljalo ovire, ampak mu je bila le ena še dodatna motivacija, da lahko tudi majhen človek marsikaj doseže. Nad njegovimi dosežki so bili vsi osupli. Aljoša nam je pokazal še nekaj svojih del. Ta so mi pa bila resnično zanimiva in so me pritegnila, da bi jih še kar v nedogled gledala. Iz svojih rok vem, da če bo na televizijskem programu karkoli nezanimivega, bo menjala na drug program. Aljoši pa uspeva, da svojimi izvirnimi in kreativnimi reklamami ljudi pritegne, saj so zanimive za gledanje. Aljoša je še spregovoril o svetu na družabnih omrežjih. Povedal nam je nekaj resničnih dejstev, ob katerih se lahko zamislimo. Ljudje in predvsem najstniki v 21. stoletju smo taki, da večinoma vedno sledimo znanim osebnostim. Te pa lahko na koncu postanejo veliki in negativen vpliv na vse nas. Prav vsakemu od nas, ki bomo verjeli v svojem življenju, vključevali v oblikovanje, je lahko vzor prav Aljoša Bagola, ki svoja dela oblikuje na podlagi kreativnosti in izvirnosti, kar je ključ do uspeha. Na naši šoli je potekalo tudi 11. regijsko tekmovanje v robotiki za osnovne in srednje šole. V kategoriji Robocop Junior je nastopalo 12 osnovnošolskih in 4 srednješolske ekipe. Barve srednje poklicne in tehniške šole so zastopali dijaki drugega letnika programa tehnik računalništva, ki so zasedli 3. mesto in se tako uvrstili tudi na državno tekmovanje. Sicer je tekmovanje Robocop Junior namenjeno seznanjanju mladih s področjem robotike, njegovo geslo pa je: ni pomembno, če zmagaš ali izgubiš, pomembno je, koliko se novega naučiš. Zdaj, sam cilj tekmovanja je spodbujanje in širjenje znanja na področju robotike oziroma na področju programiranja avtonomno modelnih robotov. Dejansko sodeluje danes na tekmovanju 16 ekip, od tega 4 srednješolske ekipe. Je pa idejna zasnova samega tekmovanja bila ta, da dejansko roboti morajo prevoziti določeno sobo, določen poligon in pa v drugem poligonu morajo dejansko rešiti vsebe oziroma v našem primeru so to kroglice in jih pelati v neko evakuacijsko točko.
Srednja poklicna in tehniška šola ter gimnazija Murska Sobota že vrsto let gostita državno tekmovanje mladih raziskovalcev. Že 52. srečanje je tokrat potekalo v ponedeljek 14. maja. Pred zagovori svojih nalog so si mladi raziskovalci in njihovi mentorji ogledali otvoritveno slovesnost, na kateri so jih pozdravili tudi ugledni govorniki. Naša šola je od lani vključena v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, zato smo se z veseljem udeležili tudi prireditev v sklopu Dneva Evrope, ki so potekale na Soboškem trgu kulture. Na 3 stojnicah so naši dijaki kot ambasadorji Evropskega parlamenta širili informacije o Evropski uniji ter ponujali informativno gradivo. Izvajali so kviz o Evropski uniji ter družabne igre na temo Evropske unije. Na 3. stojnici pa so predstavili računalniško aplikacijo, ki jo je izdelal dijak Alen Plavec. Povezal je konzerve in računalnik in dotik na konzervo je priklical značilno melodijo izbrane države, članice Evropske unije. Ob Dnevu Evrope so naši dijaki oblikovalci šolsko stopnišče oblepili s pozdravi v različnih evropskih jezikih. Spomnimo se še zadnjih strokovnih ekskurzij naših dijakov. Dijaki prvih letnikov so obiskali avstrijsko prestolnico Dunaj. Ogledali so si tehniški muzej, živalski vrt, središče mesta in dan zaključili v zabavišču Prater. Dijaki drugih letnikov so se odpravili proti slovenskemu Primorju. Med drugim so obiskali Luko Koper, Vojaški muzej v Pivki in Škocjanske jame. Dijaki programa Autoserviser so se odpravili na 2-dnevno ekskurzijo v Bratislavo, kjer so si med drugim ogledali proizvodnjo osebnih avtomobilov slovite tovarne Kia. Keď sa slnko skloní na hore hroní, chce sa mi spievať, zomrieť aj žiť. Keď sa slnko skloní na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem, v tom vánku, čo ma kolíše. Dijaki 3. letnikov so obiskali Zalavar v sosednji Madžarski.
Junijsko oddajo pa zaključimo s posnetki slovesa letošnjih maturantov. Slovo s predajo ključa je bilo v petek 18. maja. Po zabavnih igrah so skrbniki šolskega ključa postali dijaki razreda 3R1, tehnik računalništva. Mi vabimo draga profesora Karela Mačka. Sicer pa izobraževanje na naši šoli letos zaključuje kar 200 dijakov in dijaki. Vsem želimo čim več uspeha na maturi in pri upravljanju zaključnih izpitov. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost v še eni oddaji Mi smo SPTŠ.